We must not forget two pipes here in the middle. Evo ga, Mini. A veš, kako je včasih s testnimi avti? Kakšno stvar jaz vsake toliko časa obžalujem in pri tem avtu obžalujem predvsem to, bom rabil špegle, obžalujem predvsem to, da ga nisem več vozil, kakor sem ga. Punce sta bile par dni bolane, smo pa bili doma kamperali, ampak včasih tako pride. Kaj češ, dajmo se raje avtu posvetiti, pa da povem, kaj mi je všeč, kaj mi ni toliko všeč, predvsem pa kaj mi je zanimivo. Pa dajmo se najprej v osnovi pogovoriti. A nisem tisti Mini, ta prav Mini, ki ima tukaj na boku dvoje, ne pa 4 vrata. Stari, to je zdaj nabita debata, ne? Že ki je bil originalen Mini 50 plus let nazaj, ni bil sam en, jih je bilo kup, je bil tudi karavan, pa še kup drugih. Tako da dajmo takoj razjasniti, ja, tudi ta Mini je brez skrbi, ta prav Mini. Včasih mi gre na eter, da moram to priznati tudi za countrymana. Vse je lušten avto po vse, ampak nekje pa treba potegniti črto. Posle dajmo pa vprašati, ne? Če že kupuješ Minija, zakaj bi pa kupil tazga, ki ima tukaj na drugem delu avta in par hecnih vrat, ki so taka bolj mehna. Pa niso ne vem koliko uporabna, ko so razmeroma kratka. A veš, zanima me, koliko je v drugi vrsti placa, bejš van muha. Če si jaz takole naštimam, da recimo, da ok, sedim, da imam tukaj še nekaj lufta. Pa zakaj ne bi kakšnega oreha pojedel, če mi že kle na glavo padajo? V redu je. Pa so pa z mami zmenili, da če jih na tleh najdem, poberem, pa samo noter vržem, veš? V glavnem, druga vrsta, vidiš, odprtina za noter v avto iti ni precej široka, ampak veš kva, ni precej težko noter prijeti, se moram priznati, da se mene kaj vidi. Ampak veš kva, placa tukaj v drugi vrsti sploh ni tako malo, to se pravi, jaz lahko sedim za sabo, brez večjih težav, jaz imam tukaj placa še za koliko, 5 do 7 cm, nad glavo ga je tudi več kot zadost. Ja, tudi tisti ljudje, ki si kupijo Minija, ne, se nočejo čist odreči praktičnosti. In to je to, kar se druge vrste tiče. Ampak poglej, koliko so hecno mehna vrata. Ni smešen. Zdaj pa če se prej lotimo, motorja ali detajlov? Dajmo za fora detajle, Zdaj Mini je že sam po sebi, od ta prvega naprej tak, da ima kupenih zanimivih, od tega, da je pokrov za tank, za gorivo, takle aluminijast. Ta cel avto je en tak velik detajl. Vsaka stvar, ki jo pogledaš, tako da drugače skoči v fris, ne? Ali so to luči, ali so črte, ali je maska, ali so zračniki, ali so črke S. Prijemo do črke S poznej. Ali so pa to zadnje luči, če samo malo, moram dati kontakt. Sem kaj naredil. Aha, zdaj pa lahko pogled. No, zdaj pa ti meni povej, a je tole en najbolj kulskih detajlov, ki prijemo do zadnjih luči ali ja? Pa še ena stvar, ki je totalna klasika, mi je ful všeč, razmeroma pokončna sprednja šipa, je res, da se skozi zelo malo ven vidi. Preglednost še nikoli ni bila vrlina tega avta, to je res, ampak zdaj pa pridemo do črke S. Pa čak še ena stvar. We must not forget two pipes here in the middle. Tudi te dve sta mimogrede dober pokazatelj, za katero izveden, ko gre, ne? Cooper S. Veš kaj to pomeni? 2-litrski bencinski turbomotor s tam 190 konji. To pa za tako kompakten avto, 3 ali pa 5 vrat, ni važno, sploh ni tako malo. Je pa res, da je sparjen z avtomatskim menjalnikom. To mu vzame malo živahnosti, pa ne samo to, prenese mu eno tako orang mero udobja, ki je drugače ročni menjalnik ne bi imel, ampak jaz moram priznati, jaz sem vedno za avtomatike, tole flašo moram pospraviti, ampak če bi v tem primeru zberal pismo, bi se pa odločil za ročnega, zato ker tole, ne glede na to, koliko je lušten, koliko ima fajn detajle, je v osnovi še vedno, če mene vprašaš, športen avto. Res je, da jaz z veseljem sprejemam tudi športen avto z avtomatskim menjalnikom, ampak tale točen tukaj vse v osnovi odličen. Tudi jaz nimam nič proti njem, ampak veš, ko pride do menjalnikov, sem pa jaz precej zahteven. In če mi ne ustreza do ta zadnje pike, je pa raje vzamem alternativo. V tem primeru ročnega. Ker drugače sem ful za avtomatike, da ti mi nekaj pokazal zdaj. Moja mami vozi Polota. Kjer menjalnik misliš, da sem ji priporočil? Automatika. Ok, zdaj pa prijemo do ene stvari, ki mene ponovadi mečken zmot. In sicer vedno, ki je tema pogovora Mini, folk reče go-kart feeling, Stari, go-kart feeling ti dobiš v go-kartu, pa nikjer druge. Ja, dobro se pele, čvrst je, neposreden volan, avto je narejen za ovinke, to drži. Ampak go-kart feeling, to pa ne. Ok, kar se kabine tiče, ja, spet moramo drugo vrsto. Lej, takole izgleda armaturna plošča, pa delovno okolje voznika. Kar se same oblike tiče, je zelo specifična, kar pa ne pomeni, da tele gumbi na volanu, ki jih ni mal, niso uporabni ali pa dobro nastavljeni. Vidiš, merilnik vrtljajev je tamle na vogalu, mogoče mečkan zapostavljen, to mi ni toliko všeč, je pa vse skupaj razmeroma pregledno. Tukaj na sredini imamo radio, navigacijo, pa kamero, kad daš recimo rikvrc, pa take reči, tukaj spodje pa tisti set stikal, ki je meni najbolj všeč. Iz estetskega vidika. Pa ne govorim samo o estetskem smislu.
tudi takrat, ko šaltaš, pa uporabljaš te gumbe, je tak dober feeling. A vidiš, ta srednji, ta velik je s katerim zalaufaš motor. Ne mi reči, da ni fukiš. Pa vsakič, ko nucaš ta stikala, predvsem sem se ukvarjal s telim, ker imaš pol 3 vozne programe. Ja, se počutiš malo jacka, ne, ker ni tak gumb, ampak moraš takole narediti. Tukaj na sredinskem delu, pa poleg te ročice avtomatskega menjalnika, najdeš tudi tale stikala. Vidiš, z njimi upravljaš menije. Takole zgleda, moram pa poudariti še eno stvar, ne, zadeva je občutljiva tudi na dotik. Zdaj pa jaz lahko še 3 dni nabijam, kaj ta avto ima, kaj ta avto nima, se mi zdi fajn, se mi ne zdi fajn. Stari, tole je mini. Ena stvar tukaj šteje več, kakorkoli drugega, ko se pele. Tukaj gledamo sport, pa grem najti kakšen novink. No in tega trenutka resnice se mini nima kaj bat. A veš zakaj? Za začetek ta avtomatski menjalnik zelo poslušen je, predvsem takrat, ko ga nastaviš v manual način. Druga stvar, sediš razmeroma nizko. Ne, popravek, sediš ful nizko in to je že ena izmed stvari, ki ti da pol malo več zaupanja v to, kar počneš, predvsem pa skozi rit, pa skozi ramena in hrbet dobiš dovolj informacij o tem, kaj se dogaja. O krmiljenju pa sploh ne zgublja beseda, veš zakaj? Ker pa če to v miniju ne bilo poštiman, je pa vse skupaj mečken žalostno, se strinjaš. 190 konjev je razmeroma živahnih in jaz moram reči, da sem pričakoval, da bo avto imel malo več tega panča, da bo hotel še malo boljš pospešiti, ampak veš kva? All in all mislim, da je vsem kar oren. Tako da ja, splošna ocena, mislim, nimam zdaj lestvice, ne, ampak je pa kar fejst pozitivna. Vztrajam pa pri tem, da kljub temu, da je ta avtomatski menjalnik dober, bi imel rajš ročnega, barvo bi menil, pa če bi bil moj, bi izbral tistega s 4 vrati. Pa še ena stvar, zdaj pa mogoče res malo po bulu, mislim, da bi vzel tistega s 130 konji. Zato ker čar tega avtomobila, ne glede na to, koliko lušten sune, ni v tem, da lušten sune, ampak da gre lušten čez zavite dele. Toliko. A ja, cena. Tale avto v osnovi stane, mislim, da ne 27 jurjev. Točen tale, z vso dodatno opremo, pa mislim, da je ne 40. 40 jurjev za minija. Zdaj pa en stran lahko takole zamahneš roko ankol, ampak pa mi pa razloži, zakaj si jih toliko pocestvoval.